Lep pozdrav, dragi moji in drage moje. Majčkeno bi rad povedal dejansko, kako lahko resnično imate več od te moje skupine. Ne? Prva stvar je seveda, tako kot sem že par dni nazaj vam dal možnost, da lahko mene vprašate kakršnokoli vprašanje, ki vam dejansko bi lahko spremenili vaše življenje. Jaz imam sposobnost kot duhovni medij, da dobim intuitivno iz vesolja, iz duhovnega sveta odgovore na vprašanja, do katerih dostikrat sami ne morete, ne znate dostopati. Ne? Ampak druga stvar, ki je tukaj, je pa, da tukaj nekako veste, da to ni skupina, oziroma od mene, seveda lahko dobite, ampak glavni namen ni, da tukaj jaz pišem in vam dejansko dajem nekaj 5 korakov do tega, 4 koraki do tega. Zato imate Google ali pa GPT, ker v bistvu te stvari so zelo enostavne, mislim, niso enostavne. Ne? Tisto, kar vam jaz lahko pomagam, je, da dejansko dvignete nivo svoje energije. Ker poglejte čisto realno, zakaj se ne odločite za neko spremembo v življenju, čeprav želite si boljšega življenja? Zakaj nimate toliko interesa, da bi spremenili partnerstvo, da bi res zaživeli, bom rekel, resnično vaš potencial? Odgovor je zelo enostaven, ker nimate dovolj energije, ker je vaša kapaciteta energije premajhna. Kaj je v bistvu kapaciteta energije? Kapaciteta energije je na nek način, bi rekel, kot kondicija. Ne? Če bi zdaj vam rekel, da gremo, zdaj danes je, ne vem, četrtek, se mi zdi, četrtek, gremo v soboto na Triglav, kdo lahko dvigne roko in kdo bi resnično šel. Tisti, ki ima neko kondicijo, ker ko imaš neko kondicijo, sploh razmišljaš o nekih takih zadevah. Nekdo, ki je bom rekel, majčkeno bolj nek kavčarskega značaja, lahko greš na nek sprehod tako, ampak dejansko, ko nimaš neke kondicije, ali pa če gremo, mislim, da je na Bledu zdaj zvikajte triatlon. Kdo bi šel na triatlon? Nekdo, ki ima kondicijo. In zdaj, kdo bi želel spremeniti svoje življenje? Kdo sploh razmišlja o tem, da bi neko spremembo v življenju naredil? Tisti, ki ima neko kondicijo. In moja sposobnost je, da prevajam energijo. Jaz sem podobno kot na nekem nivoju, če imate težave z zdravjem, če je vaša energija neenakomerno razporejena, energijski organi in tako naprej, tam, kjer vam manjka, greste k bioenergetiku in vam te stvari potem pomaga. Zaflikati, vam dvigne nivo energije in se potem pozdravite, ker vam ko vam fizična energija pade, potem ponavadi zbolimo, pade odpornost in tako naprej. Sej te stvari vemo. Ne? Ampak na podoben način imam pa jaz sposobnost na kreativnem nivoju, to pomeni na vaših financah, na vašem partnerstvu. Ko vam pade kreativna energija, potem se začne rušiti partnerstvo. Privlačnost se zmanjšuje, s partnerjem se oddaljita, vedno težje reagirate, ko partner nekaj reče, se težko distancirate od tega, kar se vam dogaja, kar partner reče in tako naprej. Ne? In dejansko ravno tako, če nimate dovolj kreativne energije, potem težko razmišljate o neki povišici na to. Glejte, recimo, če gledamo v Ameriki. Ne? V Ameriki ljudje vsake 2 leti recimo približno zamenjajo službo. V Ameriki je vsakih nekaj let ljudje finančno napredujejo. Ne? Poglejte recimo svojo situacijo, koliko časa imate že isto plačo, koliko časa ste že v istem plačilnem razredu. Zakaj se ne borite za povišico? Zakaj nimate želje po nekem novih dogodivščinah, po nekem novem delovnem mestu? Vse je povezano z vašo kapaciteto, vašim nivojem energije. Ne? In tisto, kar vam jaz lahko pomagam, je, da dvignemo to kapaciteto, da povečate ta nivo energije in potem se vam lahko odprejo nove možnosti. Ker dostikrat ljudje pridejo, Miran, jaz bi se odločila recimo za vaš trening, ampak ne vem, kaj bi počela. Razumem. Ampak to je isto vprašanje, kot nekdo pride pa reče, Miran, jaz bi se pa začel ukvarjati s športom, ampak ne vem, kaj me bo veselilo. Legalno, vse v redu.
razumem. Ne? Ampak kaj je zdaj prvi korak? Če ne veš, recimo v športu, kaj delati, potem je prvi korak, da si dvigneš nivo fizične kondicije, da greš teč, da greš v fitness, da delaš z utežmi. Ker ko fizično postaneš močnejši, ko dvigneš nivo svoje fizične pripravljenosti, potem pa si lahko dobiš, željo, jaz bi pa mogoče to probal, jaz bi pa to probal in tako naprej. Isto je pa tukaj. Dokler je vaša kreativna energija nizka, potem sploh nimate želje, sploh ne razmišljate o tem. Pač berete članke, super, fajn, model je spet nekaj dobrega preheftal, eno dobro idejo sem to. Ne? In isto recimo pač z veseljem pač imate radi 5 korakov do tega, ampak kaj ti pomaga 5 korakov, če jih pa 5 korakov ne moreš narediti? Tako da tisto, kar dejansko lahko dobite od mene, je, da vam jaz pomagam, da dvignete nivo kreativne energije in hkrati vas, bom rekel, preko tega treninga učim energijskih tehnik, preko katerih potem še sami dvigate to energijo, in potem pač seveda od tukaj naprej se vam odpirajo nove možnosti. Ker če računamo, recimo stranke, ki so v nekem daljšem, seveda ne morete to pričakovati v roku enega tedna ali pa enega meseca, ampak recimo stranke, ki so nekaj časa delale z mano, recimo v obdobje enega leta ali pa nekaj, so v povprečju povečale svoje prihodke v isti službi od 300 do 800 evrov mesečno dodatno. A se splača zdaj par 100 evrov investirati v to? Ja, ne vem pač. Ampak razumete, ljudje bi radi investirali v Bitcoin, kaj če ga jaz kupim danes po tej, pa imam pa čez ne vem koliko, majčken toliko zaslužim in tako naprej. Kaki Bitcoin? Tlele imate Bitcoin. Ampak razumete, vi ste Bitcoin, investirajte vase in potem investirajte v svoj potencial in potem boste imeli čisto drugačno življenje. Tako da, ekipa, tukaj oglasite se, jaz vas čakam, zdaj sem na kavču, vas ne čakam. Tako, želim vam en čudovit dan, ostanite čudoviti. Upam, da se je vsaj enega dotaknil, ker morate vedeti, vi ste bili, jaz sem bil vi. In dejansko pač jaz sem imel življenje takšno, kjer sem pogledal na dolgi rok, pa ne glede na to, da sem bil mogoče par let mlajši kot ste vi. Ne glede na to, če ste stari 30, 40, 50, 60 let, imate pred sabo vsaj še 20, 30, 40 let življenja. Kakšnega življenja? Življenje tako, da pač gremo iz meseca v mesec, saj še ni tako hudo. Ampak razumete? Je tako, kot sem zadnjič rekel. Jaz sem tudi ravno včeraj avto pelal na servis, pa na tehničnega, pa mi je par stvari rekel, pa sem pol naredila plan, to bo še majčkeno počakal, neke zmeti bo treba menjati, pa bomo tudi v roku, v kratkem času dali v plan. Ampak isto je pa partnerstvo. Se še ni tako težko, se še da, se še malo gremo čez luknje, malo čutimo to, ampak škoda je, glejte. V bistvu vaš potencial vas čaka. Tako da odločite se in tako kot sem rekel, razumeti morate, vi se ne odločite zato, ker nimate dovolj energije, ker dejansko ne vem kako, ne verjamem, ampak ključ je, da se odločite, da se hočete odločiti. In potem naslednji korak je, da pridete, da dvignemo kapaciteto energije in potem se bodo stvari odprle in potem boste videli, kaj si resnično želite, kakšno življenje si želite, kaj je tisti vaš potencial in potem boste imeli čisto drugačno življenje. Egipca, ostanite čudoviti, želim vam čudovit dan in do naslednjega videa vas lepo pozdravljam.